V tokratni avtomobilnosti vas spodbudimo k odgovorni vožnji vaših psov. Če ne zaradi drugega, vsaj zaradi Darsovih delavcev. Vozili smo 2 terenski specialki, eno na Siciliji, drugo v slovenskih gozdovih. S Fabio smo manevrirali v stari češki tovarni, na gospodarskem razstavišču pa smo z vami debatirali o e-stopalki. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Od takrat, ko je Niels Bohlin, švedski letalski inženir, ki je sicer razvijal varnostne pasove za pilote v vojaških letalih, izumil največje odkritje na področju varnosti, 3-točkovni varnostni pas, in do takrat, ko je ta postal standard v avtomobilih in do takrat, ko je postalo zakonsko obvezno, da jih moramo uporabljati, je minilo zelo veliko časa, veliko preveč časa. In še danes se najde kakšna cvetka, ki reče, za krajše poti se sploh ne bom pripel, oziroma se ne bodo pripeli tudi tisti zadaj, pa čeprav so to otroci. In največkrat slišimo izgovor, da če smo se 30 let nazaj tako vozili, pa ni bilo nikomur nič, potem se lahko tudi danes. Ali pa, da lahko otroka recimo kar držimo v naročju, se ga bomo zadržali. Ne bomo ga. In primerjava s preteklosti ne zdrži. Zakaj? Zato, ker je danes bistveno več avtomobilov, višje so hitrosti, možnosti, da pride do nesreč, je zelo veliko. In kaj moramo še vedeti po 50 in več letih, kar nam je Niels sporočil že v skoraj davni preteklosti? Da nič, kar v avtu ni tesno pripeto, ne ostane na svojem mestu, ko se zgodi močen pojemek, kaj šele trk. In to sodi ne samo za stvari, ljudi, ampak tudi za živali. In če se vam zdi, da so male živali en tak nišen spektor, ne vam samo povem, da je recimo mačk v Evropski uniji 66 milijonov psov, pa kar 74 milijonov, 270 tisoč psov je samo v Sloveniji in verjamem, da se kdo tudi kam pelje. Mimogrede, posel z majhnimi živalmi je velik za 63 milijard letno. Samo za hrano, za male živali, porabimo več kot 20 milijard na leto. In če to pretvorimo v novodobni denar, v followerje, se pravi sledilce na Instagramu, en majhen lušten pufast kužek ima 9 milijonov sledilcev, kar za lastnika pomeni tudi kakšnih par tisoč evrov zaslužka na objavo. Ta kuža je verjetno influencer? Ne, ta kuža je zagotovo influencer. In zdaj bi lahko že vsi vedeli, da če stvar, človek ali žival v avtu ni privezana, je lahko veliko sranje. In ko smo ravno pri tem, si vedel, da 270 tisoč kužkov v Sloveniji naredi na dan tega 0,3 kg, se pravi 300 gramov, in tega na leto nanese kar 81 ton. Ampak to ni čisto tema današnje oddaje. Tokrat imamo torej za vas še eno povsem nepotrebno temo. Oziroma nepotrebna bi morala biti, a nas praksa uči, da z zavedanjem žal še nismo tam. Še vse preveč množično namreč naše ljubljene kosmatince vozimo neustrezno. Iris, če kot opozorilo vsem tistim, ki še vedno ne poskrbijo za varen prevoz psov, kaj se lahko s kužkom zgodi, če pride do trka ali prometne nesreče in le ta ni primerno zavarovan oziroma privezan? Najbolj so na udaru vratne hrbtenice, tudi cela hrbtenica, glava, sprednje tačke, zobje, gobček. Teh poškodb je kar pestra paleta. No, če pa že pride recimo do trka, pa na prvi videz kužku nič ni oziroma vsaj ne kaže nekih znakov poškodbe, je vseeno mogoče priporočljiv pregled. Lahko se tudi kakšne notranje poškodbe. Ja, vedeti moramo, da takoj pri takih situacijah je velika doza adrenalina, stanje šoka, ki včasih malo zavede lastnika, da se v bistvu ni nič zgodilo, ko pa potem zadeva popusti, pa pridejo lahko do izraza seveda tudi bolj grde zadeve. Tudi se da kakšno polomljeno nogo zakrpati, ampak kakšne notranje poškodbe so pa res lahko življenjsko usodne. Naj vam povemo, da nas je k pripravi te teme spodbudila izjava naše sogovornice iz 93. avtomobilnosti. Če v bistvu nekako vzamemo nek črni scenarij, da se nam v prometu nekaj zgodi in ko nas rešujejo, je bistveno lažje reševalcem obvladovati psa, recimo, če je on v neki svoji kletki. Tu se bo počutil bolj mirno. Ali pa, da so na samem počivališču, ko se vozilo ustavi in če je žival ni navajena potovanja, je zaradi stresa, ki ga tudi doživlja, lahko pobegne. To se nam je že dogajalo in se dogaja, zato morda tudi previdnost na tem področju.
So popadljive, v takem primeru so prestrašene, ne zaupajo nobenemu, takrat še mogoče lastnikom, zelo težko, da bi spoznali njegov glas. In tudi lahko tistega, ki ga poskuša rešiti, lahko se pravi ugrizne. Se je tudi zgodilo našim. Žival tudi preseneti, kljub temu, da mislimo, da jo dobro poznamo. To so nepredvidljive stresne situacije, katerih ne moremo nikakor živali naučiti, priučiti, da bi rekli, kako se temu izogniti. A kako naj našega štirinožneža sploh ustrezno vozimo naokoli? Biti samo v prtljažniku, se pravi v zadnjem prostoru, zavarovanem z mrežo, je verjetno premalo, ne? Zdaj spet odvisno, koliko je to velik pes. Če je pač prtljažnik tako velik, da je v bistvu mu zamenja kakor boks, potem ok, ne? Če je pa to majhen kuža v tistem velikem prtljažniku, jaz v vsakem primeru bi vedno izbrala boks. Je pa seveda velikost boksa tudi odvisna, ne? Ja, seveda. Zdaj, če tako pomislimo, če je kuža v boksu, če je kuža tako velik in boks tako velik, ne? In leži na te strani, ko zaletimo, v bistvu leti celo pot, kot da bi letel do sedeža. Zelo pomembno je, da je dovolj majhen, bom rekla, ne dovolj velik, dovolj majhen, da se kuža noter lahko uleže, ne da se predstavlja iz enega dela boksa v drugega, konstantno vrti, sedi, gleda ven in tako naprej, ker potem v bistvu boks izgubi svojo funkcijo. Ja. Tudi boks za prevažati v avtomobilu je lahko udoben za psa, ne rabi biti zdaj go boks, ker veliko ljudi prenaša v golem v boksu. Jaz to tudi odsvetujem, ker go boks drsi. In če kuža še ni navajen, da pride v boks pa se uleže, bo sedel in mu bo konstantno drsel in tudi spet ni okej, ne. Pa zelo pomembno je, da potipamo, kakšna je temperatura v boksu noter. Ker ti transportni boksi, plastični, se radi majhen bolj segrevajo. Se pravi, bolj kot plastične bokse priporočate iz kakšnih drugih materialov, se pravi, da te temperaturne razlike tudi v boksu niso tako velike, če prav razumem. Ja, sploh za dolge vožnje, pa če ljudje vejo, da bodo imeli večkrat dolgo vožnjo s psom, je mogoče bolj, da se investira v aluboks, ki je primeren prav za avtomobile. Ti boksi so tudi načeloma bolj varni, pa veliko bolj zračni. V tem vidimo neko neprijetno situacijo, če bi bila žival privezana ali celo, če bi bila v boksu, pa se nam mogoče celo malo smili. Ampak saj veste, nobene garancije nimate, da se na prihodnji vožnji nesreča ne bo pripetila prav vam. Zdaj pa pojdimo na Sicilijo, v Italijo, od koder je veliko Italijanov odpotovalo v Ameriko, tudi mafijskih šefov med drugimi, no nazaj v Italijo pa je pripeljal džip. Džip, ki je bil ameriški in je zdaj italijanski. Kakšno naključje. No, džip je eden tistih, predvsem Cherokee, ki je iz ameriških brezpoti pripeljal v velika mesta in postal, nekateri celo pravijo, pravi prednik novodobnih SUV-jev. No, zdaj je postal veliko bolj mesten, a ne na račun terenskih zmogljivosti. Po 4 letih od predstavitve aktualnega italijansko-ameriškega indijanca je šel kultni Cherokee na kožni ali bolje rečeno na obrazni piling. Tekmecev je vedno več in kljub temu, da se v njegov rezervat spuščajo z drugega bistveno bolj nežnega avtomobilističnega sveta, jih mora jemati še kako resno. Cherokee je športni terenec, ki ne išče kompromisov. Zaradi svoje vsestranskosti in napredne tehnologije omogoča udobna, umirjena vožnja v mestih, prav tako pa tudi po razritih makadamskih cestah. 44 let delovnih izkušenj in 4 milijone prodanih Cherokeejev je pedigre, s katerim se prenovljeni Cherokee postavlja pred tekmece, ki pa praviloma večjih terenskih sposobnosti tako ali tako ne postavljajo na visoko prioritetno mesto. Tako je razumljivo, da je šel pri prenovi Cherokeeja v to smer tudi džip. Obrusili so ga predvsem v vseh tistih delih, ki so pomembni za sodobno dojemanje vožnje po urbani mestni hosti. Hkrati pa so mu v tehničnem smislu pustili dovolj trdne arhitekturne osnove in motorne moči, da gre rad tja, kamor drugi iz previdnosti raje ne zavijajo. The revolution started in 1984 with the XJ.
which is actually a car that delivers the great revolution because it was the first SUV to introduce the unibody architecture and was also the first car to have the 4 doors on the compact segment. So in this car especially, we've fine-tuned the suspension settings to make it more dynamic. The performance on road have been improved. And at the same time, we introduced this car a whole set of safety features, which now are the ones that people expect to have it. So we have front collision warning, lane departure warnings, advanced brake assist, so all of these features that make your life easier when you're driving on road. Kakorkoli že, ob tem, da ga poganjata preverjena turbodizelska agregata v kombinaciji s sodobnim 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom, je verjetno najbolj pomembno to, da se je novi Cherokee znebil visoko postavljenih sprednjih luči in celotne prednje maske, ki je kupci nikakor niso ponotranjili in zaradi katere je bil zagotovo precejšen del prodaje. Tako zdaj Cherokee odpravlja tvegane oblikovalske eksperimente in se vrača k preverjeni tradiciji, ki jo nadgrajuje z občasno rastjo udobja v kabini, s še večjo pozornostjo do izbranih materialov, natančno izdelavo in prepričljivim paketom sodobne multimedije. S tem je pradedek razreda športnih terencev še nekoliko bliže sodobnemu urbanemu lovcu, se pravi lumberseksualcu, ki visoko ceni na videz grobo, a v resnici skrajno urejeno in negovano zunanjost. V nadaljevanju oddaje nadaljujemo še z eno terensko legendo, ki pa se s svojo starostjo prav dobro počuti. Predstavimo vam prenovljeno Fabio, vozili smo jo po notranjosti stare češke fabrike. In za vas imamo pester kolaž novic. Pika na i pa je naše druženje na gospodarskem razstavišču, kjer smo debatirali o e-stopalki. Danes boste na svoj račun prišli tisti, ki imate radi prave old school terence. Še en kleni, močan, velik terenec je pred nami, ki si je spoštovanje prislužil na najtežjih terenih in tudi pri luksuznih kupcih. Toyota Land Cruiser, letnik 2018. Legenda. Abrahama je že zdavnaj srečal, v večini primerov bi bil pri svojih 65 letih tudi že penzionist. A ne kaže, da bi se ustavil, vztrajno hodi na razne lepotne popravke in je eden tistih, ki kar nočejo nehati delati. Svoje leta na pogled sicer kar spretno skriva. Gube so lepo zlikane, no razen tistih na novi maski, ki jih je zdaj celo bahavo poudaril, saj z njimi dokazuje svoje izkušnje. Terenske izkušnje, v katere dejansko res nihče več ne dvomi. Svojo modrost na tem področju SUV-evskim mladcem dokazuje s karoserijo na šasiji. A še mnogo bolj pomembno se nam zdi, da veliki, čeprav ne največji LC, redno spremlja trende. Oziroma se jim tudi prilagaja. Tako je za svoj 65. rojstni dan dobil opremo, s katero se po težkem terenu vozimo v čistih čevljih in beli srajci, kajti vse delo opravimo s klikanjem. Nadzor diferencialov, zdrsavanje, podajanje moči, višina, vse je vezano na gumbke na armaturki. Torej naletite na neprehoden teren, nič hudega, samo klik na crawl in LC pleza. Seveda pričakujte, da kjer v Sloveniji smete plezati, zlepa ne boste našli pogojev, ki bi to legendo zmatrali, kaj šele ustavili. No, v korak s časom gre ta penzionist tudi z aktualnimi asistenčnimi sistemi. A roko na srce je ta staromodnež danes zanimiv še zlasti zaradi staromodnega luksuza, torej udobja. Res se skozi ovinke ne more peljati kot ta mladi, a za umirjene road tripe 6 ali celo 7 avanturistov bo zelo dobra izbira. Ni čudno, da LC-jev po raznih ameriških cestah kar mrgoli. Je primeren tudi za nas? No, če se malo miselno adaptiramo, je. V tokratnem sklopu novic imamo za vas zelo pisan kolaž. Začnimo ga z 2 novitetama na našem trgu. Oplovemu kombu in Citroenovemu Berlingu se je pridružil še tretji izmed trojčka. Rifter je novo ime za leva, ki smo ga nekdaj imeli za partnerja.
Mazda pa je prenovila šestico, po novem je bolj luksuzna, s furnirjem japonskega lesa, ki spominja na naš jesen. Sedeži so zračni na inovativen način, kabina pa tudi nekoliko tišja. Oblikovnih popravkov pa zlepa ne boste zaznali. Izkušeni oblikovalec Kevin Rice je tega geparda očitno dovolj plemenito oblikoval že v štartu. A s tem, ko je Mazdo postavil na zemljevid dizajnerskih znamk, je svojo vlogo pri Mazdi zaključil, iskat pa gre nove izzive. S prihodnjim majem pa se poslavlja še en karizmatični šef, brkati Dieter Zetsche. V 12 letih je Daimler vizionarsko usmeril v novo dobo mobilnosti, mu določil fokus, ki ustreza dobi, ko se avti ne prodajajo več sami od sebe. Nasledil ga bo njegov tesni sodelavec Ola Källenius, prvi ne-Nemec na čelu trikrake zvezde. Skupaj sta med drugim obudila tudi spomin na Maybacha. In prav to gre v nos Audiju. Ta bo zdaj na enak način obudil znamko Horch. Seveda kot ime najdražjih in najbolj unikatnih različic z V12 motorjem. Tekmec z druge strani Atlantika Cadillac pa sporoča, da se je iz New Yorka vrača v Detroit. Tako kot Ford, ki je za svoje start-upovske ideje kupil staro detroitsko železniško postajo, si tudi Cadillac prizadeva, da bi to mesto duhov ponovno spravil k življenju. Seveda, povpraševanje po ultradragih in pogosto nesmiselnih avtih se povečuje. Vlogo pri tem pa je med drugim odigral tudi omenjeni Zetsche s svojim 6-kolesnim pick-upom. Ameriški Hennessy je zato pripravil že drugega posnemovalca, po Fordovi tokrat na GM-ovi osnovi. In medtem, ko je novi razred G ravno zapeljal na naše ceste, je svojo novo verzijo pripravil tudi Brabus. A drage znamke vendarle gledajo tudi proti zelenem. Porsche se je recimo zdaj odpovedal dizlom. Komaj je svoje stranke prepričal, da so lahko športni tudi brez svojih zračno hlajenih bokserjev, že jih mora prepričevati, da se spet ne bo nič spremenilo, tudi z elektriko ne. No, Audi in Jaguar svoje e-mobilnostne napore krepita s Formulo E. Audi se kiti, da je že v prvi sezoni postal prvak, a Jaguar že grozi z novim orodjem, za četrtino bolj učinkovitim. In mimogrede se pobahajo, da so vrtljaji njegovega elektromotorja več kot 2-krat višji, kot se zmore zavrteti dirkalnik Formule 1. Na slavnem jezeru Bonneville je rekordno divjal Volkswagen z Jetto. Januarja namreč prihaja Jetta GTI in seveda jo je treba nekako spromovirati. Poročamo tudi, da je Toyota v okviru svoje zaveze, da bo mobilnost nudila vsem, zgradila skatepark, primeren tudi za paraplegike. In ko smo pri telesnih aktivnostih, naj zaključimo z vestjo, da je neki Nizozemec predstavil avto, v katerem skrbiš za kondicijo. Kolesariš namreč. Razred malih avtomobilov doživlja močan preporod. Ne samo, da avtomobili postajajo vse bolj prostorni in zato bolj vsestranski, postajajo tudi vse bolj šik, dobivajo več moderne opreme in bolj izrazit karakter. Seveda je to posledica, da so se avtomobili podražili nasploh in hkrati s prevlado SUV-jev so kupci postali vse bolj dovzetni za novotarije in pa morda tudi za tiste reči, za katere marsikateri voznik meni, da niso tako zelo nujne za vožnjo. Avtoproizvodno halo sredi češkega podeželja smo parkirali avto, ki noče biti nizkocenovni, a za razliko od generacijsko modernejših tekmecev iz lastnega koncerna, svoje kupce še mnogo bolj pridobiva s ceno. Avtomobil za 10.000 evrov, seveda tukaj prednjačijo neke osnovne karakteristike, ki jih ima vozilo, se pravi na zanesljivost, prostornost, varnost, neki nizki stroški vzdrževanja. Škoda torej ne pušča na cedilu tistih, ki si želijo predvsem prostoren avtomobil s klasičnimi stikali, ne z zaslonom na dotik, brez stotine lučkin opozoril, ki se oglašajo, ne da bi vedeli zakaj. Pa vendar so se inženirji bolj posvetili tistim bolj zahtevnim kupcem. LED headlights. Also we have LED headlights in the back. And you can see for the first time on Fabia 18-inch wheels. I think it's amazing.
A bolj kot oprem za kupce, ki si želijo atraktivnejšega videza, je pomembno, da Fabia ponuja recimo tudi nekatere nove asistenčne sisteme. Samodejno ustavlja v sili, nadzira mrtvi kot in črte na vozišču, po novem pa vam tudi ne bo dovolila zapeljati vzvratno iz parkirnega boksa, če s strani prihaja kakšno vozilo. In na voljo je CarPlay, pa seveda tudi aktivni tempomat, v skladu s trendi, pa s to prenovo Škoda ukinja prodajo dizelskih Fabij. Zaslug za to pa si ne smejo lastiti zgolj nemška mesta. V tem segmentu prednjači cena in seveda dizelski motorji v osnovi podražijo sam avtomobil. Po drugi strani so seveda ti avtomobili predvsem namenjeni mestni vožnji, kar pomeni, da ne delamo nekih velikih razdalj, te razdalje so kratke in kot vemo je pri dizelih včasih težava zelo pogosti zagoni, tako da tudi na osnovi preteklega popraševanja smo opazili, da so dizeli nekje v manjšini, tega je nekje, bom rekel, med 10 in 20% in dejansko vemo, da so sedaj bencinski motorji tudi že bistveno bolj učinkoviti in pa tudi varčni, po drugi strani tudi okolju bolj prijazni, tako da dejansko, kar se tiče uporabne izkušnje za samo stranko, opustitev dizla mislimo, da ne predstavlja nobene velike težave. Na avto na Ringelšpilu, vse isto dela. Kot na teh letnih sankah, ne vem, Rogla, Kranjska Gora ali pa Pohorje, ko imajo, ne, pač ko potisneš stopalko naprej, greš hitro, potem ko jo spuščaš, bolj zavira, ne. Kot smo hitro ugotovili, so bili naši testni vozniki kar dobro poučeni o električni prihodnosti. Eden izmed njih pa je celo vsakodnevni uporabnik električnega avtomobila. Za mene je električni avto res super izkušnja, zaradi tega, ker je vožnja bolj tekoča, pospeševanje in zaviranje je bolj gladko. Okoli prijetnosti vožnje se je tudi praktično vse skupaj vrtelo na tokratnem testu. Sem zelo občutljiv sovoznik, no. Ne maram unih skokov pa pospeševanj hudih ali pa pri menjavi, zatikanj pri motorjih in to. Da so potniku glava ne opleta gor pa dol, to je pol prijetna vožnja. In če zdaj avto takoj, ko pedal spustiš za plin, če avto takoj začne počepati, to ni to. In prav v tem je srž tehnične izboljšave, s katero Leaf na nek način začenja novo obdobje vožnje z e-avtomobili. Ne bo pa zdaj, če mi spustimo pedalo, on takoj začel zavirati maksimalno možno. On bo počasi pa zmeraj bolj, dokler se ne bo vozilo ustavilo. Tudi če imaš stopalko nekje na polovici, recimo, ne, preden začne zavirati, je še zmeraj nek moment, ko on vozi, ne. Na določeni stopnji, ko sem popuščal gas, sem začutil, preden se je začel bremzati, da je v bistvu avto se vozil, kakor da to čist popustiš stopalko od plina. Se je toliko minimalno ustavljal, kakor bi se pri navadnem motorju z navadnimi stopalkami. Ne. Je bila malo bolj fluidna, ali kako naj rečem. No. Kaj se tam odzadaj dogaja? Kdo komu kaj sporoča? Kje se kaj shranjuje? To pa v bistvu niti nočem vedeti. Pri svojih električnih vozilih reduktor v bistvu prenaša moč in to v bistvu kot da bi zaviral s pomočjo menjalnika. Ampak ta se tudi prenaša na vsa 4 kolesa, kjer ima gor še te električne motorje, ki potem pretvarjajo samo energijo nazaj v baterijo zaviranja. Zdaj nekje maksimalna sila zaviranja z reduktorjem je nekje 0,2 G, karkoli več se pa vklopijo tudi bremze, zavore. Če pa karkoli izjemnega se zgodi, je pa pač moš ti sam seveda stopiti na zavoro. Če si dosti naprej gledal, je to šlo. Sam dinamiki trenutnega prometa to vedno ne gre. Malo prepozen sva na semafor pogledala, pa je bila rdeča in je bilo treba še zavoro pritisniti. Samo spustiš in se ustavi. No? Sva videla lepo, tudi če je bil klanc dol, je počakal, ker si vse skupaj spustil. Ni bilo tako kot avtomatik. Če že ne drugega, zaradi za mano, to boljš, ko mu štop lampe v glavo nasvetijo. Zagotovo pa se e-stopalke ne veselijo serviserji. Če bi imel samo tega, bi se verjetno, bom rekel, 95% brez zavore prevozil. S tem sistemom se nekako pričakuje tam do 90% manjšo obrabo zavor, kar se je posledično manjši stroški za uporabnika. Seveda pa nov način vožnje zahteva nekaj privajanja. Levo nogo znam odmisliti,
bremza, gas, pa pač to pa vedno ostaja. Ne? In pol si se mogla kontrolirati. Oziroma me večkrat tudi inštruktor, da pusti, saj bo, in pa so tako ponosno rekla avto, no bravo. In ne slepimo se. Stikalko vklopa so pri Nissanu ugradili z razlogom. Jaz sem za 2 pedala, pa 1 nogo. Moje mnenje je, da jo spustiš, mora avto jeti. Ko mu ti naročiš, naj se začne ustavljati. Jaz sem vedno bil zagovornik novih tehnologij, še posebej, če so koristne, in meni se zdi, da bo ta res koristila v tem smislu, da bo vožnja manj stresna, sploh v tistih trenutkih, ko je največ avtomobilov na cesti. Ne? Vas morava v imenu ekipe Avtomobilnost zelo pohvaliti, kajti v četrtek zvečer smo vas povabili na test in v petek zjutraj je bilo že 160 prijavljenih, kar pomeni, da vas moramo zagotovo večkrat povabiti na naše teste. Se vam tudi zahvaliti. Bili smo pravzaprav eni taki majhni dilemi, kako naj gledamo na ta e-pedal. To se nam velikokrat zgodi. Imamo deljena mnenja o kakšni taki tehnološki rešitvi. In takrat vas bomo povabili zraven, da nam pomagate rešiti take dileme. Le spremljati nas morate naslednji teden spet v četrtek oddajo Avtomobilnost, na MMC-ju poševnica Avtomobilnost in pa seveda na YouTubeu, Facebooku in Instagramu. Se vidimo.